Jutro. Jaz sem danes spala na jadrnici. Mogoče tu samo v sebi ni tako zanimivo, ampak ime jadrnice vam pa ziher bo. Dajmo pa pogledati. Vas zanima, ne? Čakajte sama, pa boste videli. In ko boste videli ime, bomo precej jasno, da je ta jadrnica iz Slovenije! Danes vam želim še povedati, kako najdeti prenočišča, ko potuješ. Tako da se bomo o tem pogovarjali. Se vi kar čas, kar vidi. Prva stran, kamor gre najprej pogled za prenočišča, je Airbnb. Vem, da je v Evropi kar precej osovražena, zato ker Airbnb je sprožil to celo revolucijo in potem lokalci ne najdemo stanovanj v svojih mestih. Tega se zavedam. A vseeno v tujini, sploh v državah razvoju, se mi zdi, da lokalci še vedno s tem lahko zaslužijo nekaj dodatnega dohodka. Mogoče se motim, lahko me popraviš v komentarju. Ampak priznam, Airbnb je še vedno najbrž moja prva izbira, ko iščem prenočišče. Moja druga izbira, ko iščem, je ponavadi Hostelworld. Hostelworld ponuja veliko opcij za skupinska ležišča in to je super, ko potuješ sam, ker je ponavadi najcenejš. Včasih imajo hostli tudi privatne sobe, to je včasih cenejš kot Airbnb, tako da je definitivno vredno pogledati tudi Hostelworld. Čez bled, aktiven, ujezd. Moja tretja izbira je Booking.com. Vem, da se mogoče čudno sliši, ampak dejansko na enih destinacijah tam najdeš tako najcenejše ponudbe. Booking.com. Jo, komari. Kje smo bili? Torej, jaz, ko iščem, pogledam te 3 strani, katere sem omenila, najprej in primerjam cene. Seveda so pa še alternative, naprimer Couchsurfing, to je zanimiva platforma, ki je predvsem na druženje usmerjena. Pa seveda lahko spiš v avtu, v šotoru, mogoče te kdo k sebi domov povab. Nekateri hodijo okrog šotorom in pol spijo, pač kjerkoli že najdejo. Straža. Ampak ni naša straža. Dobro jutro. Krško moje mesto. Tako da, snađi se. Spival si. Pa če se sprašujete, kje sem sploh prespala in od koga so te jadrnice, tukaj živi ena češka luškana družinica, ki jih lahko zdaj vidite v videu. In ko sem se poslovila od njih, sem pičila naprej proti Karibskemu morju. Po eni noči na jadrnici sem že prišla do enega majhnega kraja po imenu Livingston v Karibskem morju. Tukaj bom preživela par dni, tako da naslednji teden ziher pokažem kakšen video iz tukaj. Do takrat pa nič, lepo se imejte, upam, da vam je bil ta video zanimiv. In če imate kakšen komentar ali pa nasvet, ali pa mogoče da delite z mano, kje vi iščete prenočišča, bom pa tudi zelo vesela. Ajdi!